Zaradi COVID-19 v Slovenski Bistrici v decembru že drugo leto zapored ne bo pravega praznovanja. Kljub temu so organizatorji poskrbeli za prijetno vzdušje. Več o dogajanju nam je povedal direktor Razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica Tomaž Repnik. Cilj in namen dogodkov v veselem decembru vsako leto je Bistričanom in tudi drugim obiskovalcem zagotoviti varno in prijetno druženje. Zaradi znanih razmer, kot ste omenili, letos to ni mogoče, tako da smo tudi program nekoliko prilagodili. Ravno na tem mestu, kjer trenutno stojiva, je vsako leto stal velik oder, prireditven oder. Letos ga ni, kar pomeni, da živih, masovnih, da rečem večjih prireditev na tem mestu ne bo. Ravno tako letos ne bo na tem mestu potekal praznični božični sejem, ampak bodo ponudniki, ki bi sicer letos tukaj sodelovali na razširjeni praznični grajski tržnici 23. in 30. decembra popoldne. Poleg tega pa tudi, kot vidite v ozadju, poleg jelke oziroma poleg splošne krasitve z svetlobnimi elementi, za kar gre tudi letos pohvala in zahvala Komunali Slovenska Bistrica, je letos na trgu prvič postavljen poštni nabiralnik, en prav poseben poštni nabiralnik, kjer smo želeli obdržati idejo navezovanja osebnih stikov in izrekanja dobrih želja, da se to vendarle kljub znanim razmeram ne prekine. In smo razmišljali, kaj bi bila potencialna možnost to vendarle nekako izvesti, in smo prišli do ideje, da bi se pa letos nekako bolj posvetili ponovno pošiljanju voščilnic, se pravi ročnemu pisanju voščilnic in tudi pošiljanju le-teh. K temu smo posebej povabili šolarje vseh osnovnih šol v občini Slovenska Bistrica in lahko povem, da se je temu vabilu že do sedaj odzvalo več kot 1300 učencev. Seveda pa tudi vsi ostali, ki bi svoje dobre želje in dobre misli svojim bližnjim želeli preliti na papir in jih poslati, vabljeni, da to storite, da se v večernem času sprehodite v mestnem centru, se sprehodite pod lučkami, bela omela seveda tudi letos ne manjka, ob tem pa vržete tudi svojo voščilnico oziroma date svojo voščilnico v omenjen poštni nabiralnik. K temu naj pa mogoče še dodam, če sem uvodoma povedal, da druženja v živo letos na tem mestu žal ne bo, se pa, da rečem, pripravljamo na dve zadevi. Najprej so tu vsebine za najmlajše. V času okoli Božiča bodo pripravljene posebne božične vsebine. Lahko povem, da bodo otroci Božička gotovo videli. Po eni strani preko spletnih kanalov, se pravi preko Facebook kanalov Praznične Bistrice, TIC Slovenska Bistrica in tudi YouTube kanala Slovenska Bistrica. Lahko pa namignem, da bo Dedek Mraz tudi letos v nekoliko drugačni obliki, ampak ne nazadnje vendarle opravil svoj sprehod oziroma sprevod po mestu tako.